Lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas, kjer bomo danes govorili o pomorstvu. Skoraj gotovo ste že slišali za Pomorski muzej Sergeja Mašere v Piranu in danes se nam je kustosinja Bogdana Marinac pridružila tudi v studiu Megafon TV. Lepo pozdravljeni. Dober dan vsem. Torej, tukaj na Megafon TV-ju v In Vivo Veritas še nismo spregovorili o pomorstvu. Nam lahko mogoče za začetek poveste, kdaj pravzaprav lahko zares govorimo o pomorstvu tukaj na tem področju? Zdaj, o pomorstvu je v bistvu težko govoriti, ne. Mislim, mi v našem muzeju imamo že arheološke predmete iz tega obdobja. Se pravi, če govorimo v širšem smislu o povezavi človeka z morja, lahko govorimo že od prazgodovine naprej, ne. Če pa govorimo o pomorščakih kot o pomorskem poklicu oziroma o poklicni plovbi, potem pa verjetno bi lahko rekli, da z nastankom civilizacij oziroma verjetno, ko so se začeli nastajati različni poklici, da je tudi ta poklic takrat prišel. Seveda pa v bistvu so ljudje vedno živeli povsod z morjem in tako kot recimo med najstarejšimi dejavnosti je bil lov, je bil tudi ribolov, tako da v bistvu imamo že pri nas v našem muzeju recimo najstarejše predmete, ki govorijo o povezavi človeka iz morja, so pač iz mlajše kamene dobe in ki so bili tudi najdeni recimo tudi tule pri nas na Srminu. Pri vas pa zasnovali ste posebno razstavo o pomorščakih iz tam 19. 20. stoletja. Je takrat v bistvu se zgodil malo večji boom mogoče na tem področju? Zakaj ste se osredotočili prav na to obdobje? V bistvu naš muzej je Slovenski pomorski muzej. Edini pomorski muzej pač na našem slovenskem področju oziroma v Sloveniji že v bistvu je nastal, kot muzej sam je nastal leta 1954 zaradi tega velikega eksodisa, najprej kot mestni muzej, ne. V bistvu so se najprej v njem zbirali predmeti, ki so ostajali v praznih hišah, ko so ljudje odhajali, pač da se ne bi razgubili, ampak postopoma se je začel muzej preoblikovati v pomorski muzej. Tako da od leta 1967 je to tudi uradno pomorski muzej. Prav zaradi tega, ker je pač bil že takrat edini pomorski muzej v Sloveniji, imamo dve smeri raziskav. Ena je v bistvu so raziskave, ki so povezane s tem današnjim slovenskim prostorom, v bistvu in govorimo o pomorstvu in pomorski dejavnosti v severozahodni delu Istre od pradzgodovine pa potem do danes recimo, no. Medtem ko drugi del je pa povezave slovenskega prostora z morjem, ne. Namreč pomorščaki niso bili vedno iz teh obalnih krajev, ampak so prihajali tudi od notri, ne. In iz tega vidika potem je pač imamo mi predmete predvsem iz 19. 20. stoletja, ne. V bistvu zajemamo obdobje Avstrije, Avstro-Ogrske pa do konca druge svetovne vojne. To ne pomeni, da ne raziskujemo tudi mlajšega področja, ampak v tej naši zgradbi za stalne razstave ni prostora, zaradi tega je potem tako. Vaš muzej se pravzaprav imenuje po enem od pomorščakov iz tega obdobja. Ja, naš muzej se imenuje po narodnem heroju Sergeju Mašere. Ne vem, če ljudje to vejo, dejansko Sergej Mašera je bil pač Slovenec, rojen v Gorici, ne. Njegova družina se je potem, ko je to ozemlje prišlo pod Italijo oziroma že med prvo svetovno vojno, se je odselila v kraljevino SHS oziroma že prej na to notranji del ozemlja. Najprej na Štajersko in potem v Ljubljano. Tam je bil Sergeja Mašera oče, je bil tudi ravnatelj gimnazije v Ljubljani. On si je pa v bistvu od nekdaj želel pomorstvo, ne.
tako da imamo tudi ohranjanje pisma, ki jih je pisal Ivanu Conteju. On je bil en malo starejši in se je vpisal na Pomorsko vojno akademijo v Dubrovniku. Namreč v Kraljevini Jugoslavije so se oficirji šolali na tej Pomorski akademiji v Dubrovniku. No, in dejansko se kaže na tem, kako je bil navdušen, no. Tako da on je pozneje tudi tam končal to akademijo, se specializiral za artilerijo. No, v bistvu heroj pa je zaradi začetka druge svetovne vojne. Namreč leta 1941, aprila, po 10-dnevnem vojni je Jugoslavija kapitulirala in pomorščaki so dobili ukaz, da se morajo zapustiti vse ladjevje in pač celo mornarico, se vrniti domov in prepustiti vse to italijanskemu okupatorju, no. In Sergej Mašera in Milan Spasić. Milan Spasić je bil pa Beograjčan. Ona dva sta se s tem uprla in razrušila, minirala ta rušilec in takrat sta izžrtvovala tudi svoje življenje. Dejansko to sta naredila, kot so se vsi izkrcali. Imamo dokaze, ki govorijo o tem, da sta načrtovala. Tudi Sergej Mašera je svojim slovenskim, recimo, znancem dal nekaj svojih stvari, recimo daljnogled nesejo domov, ne. Tako da se ve, da sta to načrtno naredila, tako da sta postala narodna heroja in dejansko že v tistem času so se jim poklonili celo Italijani za to svoje herojsko dejanje, no. In zaradi tega se po njem imenuje naš muzej. Po njem se pa imenujejo tudi druge stvari, recimo tudi v Črni gori, pa v Puli, pomorske različne institucije, no. A se je on recimo lahko izobraževal v slovenski Istri? Kje so se takrat pomorščaki izobraževali? Ne, dejansko v slovenski Istri je nastala prva pomorska šola, to je srednja pomorska, oziroma prvi je bil pomorski tehnikov šele leta 1947 po osamosvojitvi. Medtem ko prej pa na tem področju ni bilo takih pomembnih pomorskih šol. Ta del vemo, da v tem obdobju med obema svetovnima vojnama je bil del Italije, ne, tako da recimo v Trstu je bila, če govorimo o trgovski mornarici, ne, je bila dejansko najstarejša pomorska šola sredi 18. stoletja. No, in tudi tam so se že Slovenci tudi izobraževali v tem obdobju. Potem v času kraljevine, to je bilo že v času Avstro-Ogrske, ne, ampak tudi, oziroma Avstrija je bila tistega leta, ampak tudi pozneje je ta šola delovala, medtem ko pa v obdobju kraljevine Jugoslavije so bile pa šole trgovske mornarice Bakar, Dubrovnik in Kotor, ne. Tam so se šolali. Če pa v bistvu Sergej Mašera ste vprašali, Sergej Mašera je bil pa v vojni mornarici, ne. Center vojne mornarice je bil pa v obdobju Avstro-Ogrske, ne, v Pulju, ne, in pozneje v Kraljevini Jugoslavije je bilo pa največ pomorskih institucij v Boki Kotorski oziroma na jugu. Namreč med obema svetovnima vojnama je bila Istra z reko je spadala pod Italijo, ne. Pa se je na primer vojaška mornarica Kraljevine Jugoslavije precej razlikovala od tiste iz časa Avstro-Ogrske, ali so zgolj zamenjali uniforme? Ja, to je res zanimivo vprašanje. Zaradi tega, ker Avstro-Ogrska mornarica je bilo ogromno jugoslovanskega kadra. Ne, to se je zgodilo posebno, ker najprej je imela Avstrija je imela najprej glavno oporišče vojne mornarice, pa tudi trgovske, no, v Benetkah. Ampak potem, ko je bila pomlad narodov leta 1848, so se začeli pač Italija se je želela združiti.
ne, in so dejansko tudi Benetke se želele odcepiti od Avstrije. In takrat so pri tem seveda sodelovali tudi italijanski pomorščaki. Tako da, ker Avstrija več se ni čutila oporišče, da je varno v Benetkah, ga je postopoma preselila najprej za kratek čas v Trst, enako je veljalo tudi za pomorske šole, in potem glavno oporišče je zgradila sredi 19. stoletja v Pulju, ne. Tako da zaradi tega je tudi Pula se počasi preobrazila v veliko mesto, ne, ker prej je bilo Pula kot ostala mesta. No, tle je zanimivo, da v eni fazi so celo pomislili, da bi bilo to lahko v Piranu, ampak potem so se pa zaradi strateškega oblike tudi samih teh obale odločili, da je Pula najbolj primerna, no. In v Trst pa na Reko so se pa pomorske šole preselile in to je bilo blizu tem našim narodom in Slovencem in Hrvatom oziroma našim prednikom, ne. In zaradi tega je bilo tam precej veliko pomorščakov že takrat Slovencev in Hrvatov. In potem po razpadu Avstro-Ogrske je veliko teh pomorščakov, v bistvu oni so si želeli takrat svoje države, ne, in so potem dejansko se je nadaljevala ta tradicija Avstro-Ogrske v kraljevini SHS oziroma pozneje v kraljevini Jugoslaviji. Tako da to, da so zamenjali našitke, uniforme, dejansko je bilo res. Ne, dejansko te starejši pomorščaki so stopili svojimi uniformami v to mornarico jugoslovansko, ne, oziroma kraljevine SHS, najprej v državo SHS, ne, potem je postala to kraljevina. In so dejansko samo našitke zamenjali, ne. Sprva so imeli celo iste našitke, mi recimo v muzeju hranimo celo mornarski ovratnik, ki ima dva žiga, ne. Najprej žig Avstro-Ogrske in potem še žig kraljevine Jugoslavije. Tako da recimo tudi prvi predpisi za uniforme iz leta 1924 jugoslovanski so bili zelo, zelo podobni Avstrijci. In recimo za nekatere suknjične, ki nimajo našitkov, pravzaprav težko vemo, ali so jih uporabljali, če je bil isti pomorščak, ki je nadaljeval kariero, v bistvu težko vemo, ali je bil narejen v času Avstro-Ogrske ali recimo kraljevine Jugoslavije, ne. Potem leta 1936 predpisi so malo se spremenili, ne. Ampak ne le uniforme, tudi dejansko način življenja, kader je bil isti, ne. Tako da vodilne položaje, vsaj na začetku, so prevzeli pomorščaki, zlasti hrvaški, slovenski, iz Avstro-Ogrske, ne. Tako da se je res tudi šolstvo, tudi šola se je nadaljevala, tudi način življenja, dejansko je na neki način bila neka kontinuiteta, ne. Čeprav tudi v tistem času, tako kot v vsakem obdobju, pač nekaterih niso sprejeli in niso mogli dobiti naprej takega čina, kot si bi zaslužili, ne. Tudi nekaterim se pač ni zaupalo, tako dejansko je v vsaki mornarici, ki prevzame mogoče kader od prejšnje mornarice, ki pa je šla v drugo smer oziroma mogoče je šlo za konfliktno celo, ne. Ni pa bilo mogoče tudi kaj na nacionalnem nivoju, češ, saj to so Slovenci, oni imajo zelo malo morja, oni bodo delali nižja opravila. Ne, mislim, da ne, zaradi tega, ker pravzaprav je bilo tako, da mogoče so bili najboljši pomorščaki tisti, ki niso prihajali z obale, ne, oziroma Dalmaciji seveda, saj so živeli z morja in tudi tle. Ampak tisti, recimo za oficirje in to recimo v Avstro-Ogrski je bilo celo plačljiva šola, ne, za pač samo neko število je bilo brezplačnih mest. To so bili ljudje, ki so se pomorskega poklica resnično želeli, ne. In dejansko so
marsikaj naredili za to. Dobro, oficirji so v obdobju Avstro-Ogrske bili večinoma iz srednjega in višjega sloja, ne. Se pravi, so bili iz že izobraženih družin, pa v bistvu tam je bilo pomembno tudi, da so imeli neko premoženje že. Medtem ko recimo in Kraljevini Jugoslavije je bilo prav tako, ne. Čeprav ni bilo določeno, da morajo plačevati, šola je bila brezplačna, ampak vendarle za oficirja si mogel imeti prej narejeno maturo, ne. Te pa dejansko iz revnih družin niso imeli. Je pa dejansko omogočala počastniki so lahko postali recimo pa ljudje iz najnižjega sloja. Dejansko je mornarica že v Avstro-Ogrski in Kraljevini Jugoslavije ponujala brezplačno šolanje in dejansko pot do nekega uglednega poklica, do izobrazbe, ne da bi pri tem potrebovali kaj denarja, ne. In dejansko to je bilo zelo pomembno in ker pač so bili ti pomorščaki dobri, mislim, da nikoli ni prihajalo do tega, da pa Slovenci, ker ste pa od tam malo bolj daleč, pa niste blizu. V končni fazi, recimo, če gledamo široko Avstro-Ogrsko, ne, je bila celotna Slovenija blizu v primerjavi recimo mogoče z eno Avstrijci, Madžari, ne, ali pa celo Poljaki, ne. Kljub temu, da imajo Madžari še danes, mislim, da večjo mornarico kot naša slovenska policija. Ja. Se pravi, je bil to čislan poklic? Ja, posebno oficirski, ne. Recimo, in to velja mogoče tako za vojno kot za trgovsko mornarico, ne. Mogoče še posebej za vojno, ne, ker pomorski poklic, recimo za vojsko, ne, je bilo recimo mogoče zelo zanimivo, to so mi pravili sami ti pomorščaki, ki so bili v Kraljevi mornarici še, in seveda je to dejansko veljalo tudi za Avstro-Ogrsko. Oni so imeli za razliko od kopenske vojske zelo široko izobrazbo. Ker dejansko ladje so plule, ladje niso bile samo na mestu, recimo avstro-ogrske ladje so plule na daljni vzhod zelo pogosto, ne. Pa tudi na potovanje okoli sveta. Recimo vsak bodoči častnik že od konca 19. stoletja oziroma tam v drugi polovici 19. stoletja, ko je končal šolo, je šel na daljše potovanje. Precej jih je bilo teh, ki so šla prav na potovanje okoli sveta ali pa v vzhodno Azijo. Se pravi, na neko daljše potovanje, ki je trajalo samo leto in pol, ne. In v tem času so se oni pač dobili vse te praktičen del poklica, kajti mogli so spoznati vsa dela na ladji, od dela navadnega mornarja do oficirja, ne. Ampak v tem času so dejansko tudi se široko izobrazili. In v bistvu oni so na neki način v tujini predstavljali svojo državo, zato so mogli biti široko izobraženi, ne, za razliko od kopenske vojske, ne, ki so jih bolj strogo usmerjali, ne. Oni v bistvu so mogli biti itak poslušni, ampak medtem ko vojna mornarica, recimo zanimivo tudi, ko so hodili na potovanje, recimo avstro-ogrski pomorščaki, so kadeti, ne, skupaj z oficirji so jih vodili tudi na različne sprejeme v tujih državah, recimo poslaništvi. V bistvu tudi najrazlične izlete so jih vodili, tako da dejansko so se na ta način spoznali častniško življenje, ampak so si širili tudi svoje obzorja, ne. In podobno je veljalo, dobro, mornarica potem Kraljevine Jugoslavije, vojna je v bistvu se zadržala samo v Sredozemlju, ne. Niso imeli ladij, ki bi lahko plule in tudi interes, ampak vendar po Sredozemlju so šli, tako da recimo bodoči oficirji, ko so končali Pomorsko akademijo v Dubrovniku, so šli na potovanje enomesečno po Sredozemlju. In takrat so bili tudi v Egiptu, so bili v Izraelu oziroma v Palestini. Pač na Malto so jih recimo šle cele posadke. Tako da nekako so predstavljali svojo državo, istočasno pa so širili svoje obzorja, ja.
Pa je bilo med njimi kaj žensk. Danes, na primer, zelo radi sploh za podmornice najemajo ženske. Predstavljam si, da jih takrat ni bilo veliko. Nekateri celo pravijo, da je to slaba napoved, če ženska stopi na krov ladje. Ja. Ne, v tem času gotovo ni bilo žensk, ne v obdobju Avstro-Ogrske, ne Kraljevine Jugoslavije. Pravzaprav je dejansko po drugi svetovni vojni, ne, ko je v bistvu šele so se začele šolati ženske, tako da imamo recimo prve dijakinje že leta 1947, Sava in Jolanda, v njiju je kolegica Nadja Trčon napisala knjigo, kar za tisti čas je bilo že to nekaj posebnega, ne. Pri nas mogoče, ker je bil socializem, je bilo to nekako bolj omogočeno, ker so ženske tudi v partizanih si dobile neko veljavo, medtem ko recimo na zahodu je bilo to še zmeraj nekaj čisto nemogočega, ne. In pa se je res, ne, pomorščaki so še potem, sicer njih so zelo dobro sprejemali, ampak tudi potem v tem času splošne plovbe recimo so pomorščaki že ženske, mislim svoje žene, so lahko šle z njimi na potovanja, pa otroci, ne, medtem ko prej pa žena je prišla lahko samo v pristanišču obiskati moža ali kaj takega. Torej tudi na primer vojno ladjo so lahko prišli obiskati jih? Obiskali so, ja. V bistvu slike kažejo o tem, ampak niso pa plule, ne. V bistvu je bil obisk, ne. Šlo je bolj za obisk, no. Sicer pa so prihajali na ladje v pristanišču tudi različni karamarji, pač tudi ženske, ne, ki so jih potrebovali. To pa je bilo tudi prej, ampak nikakor pa ne na potovanja, ne. V bistvu verjetno bi res ženska prinesla neko zmedo lahko v določenem primeru. Kako pomembna pa je bila v tem času slovenska obala pravzaprav? A slovenska obala v bistvu dobi neko večjo težo šele z začetkom gradnje Luke Koper, glede na to, da smo imeli Trst, Pulo, ki sta sorazmerno blizu. So bile tudi tukaj kakšne strateške točke? Ali je šlo bolj vojna mornarica tle na tem našem delu prej ni bila, ne. Ma tudi trgovske dejansko. V bistvu tle je šlo do tistega časa bolj za lokalni promet. Pomorstvo sigurno je bilo, ne, v bistvu ljudje so bili tle v Istri, sploh naši obali, trgovina je bila vezana na Trst, tako da je bilo ogromno teh povezav pomorskih, ampak v bistvu manjših ladjih ni bilo teh, mislim, v bistvu je bil lokalni promet v glavnem, ne, oziroma Trst, te krajine, bi rekli bolj obalna plovba, ne, medtem ko teh preko oceanke pa niso tukaj pristajale, vsaj da bi jaz vedela, ne. V bistvu so bili Trst in Reka, ne, v tem času velika pristanišča, tako da v času Avstro-Ogrske je bilo tako deljeno, da je bil Trst glavno trgovsko pristanišče ogrskega dela, medtem ko Reka, mislim, avstrijskega dela, Reka pa ogrskega, ne. Pula pa glavno vojaško pristanišče, ja, in tam se je vse to koncentriralo. Pa so se mogoče pri nas odvijale kakšne bitke? Mislim, zdaj za to obdobje ne vem, pa vem, da je bilo v času Napoleona, je bila znana bitka tle pri nas, pa recimo že z galejami. Mi imamo sliko bitke pri Savudriji z leta 1177, ne, to je bila še bitka z galejami, no. Ja, drugače pa v tem času zdaj, ja, vojna je bila, ko je bila pa vojna, pa so bile verjetno pač povsod, no. Več ali manj. Kateri bi rekli, da je mogoče najdragocenejši artefakt, ki ga imate v vaši zbirki? Eksponat. Mislim, da je kar ta Cogdex Pietra Copa de summa totius orbis. Še po slovensko, prosim? Ja, to je v bistvu atlas, ne, tega znanega izolskega kartografa Pietra Copa,
ki je bil narejen med leti 1525 tam nekje in ima 15 kart. In dejansko to s portolanom tudi, ne. Tule so navedene vse za pomorščake vse pomembne podatki za plovbo. Tako da je v bistvu Pietrokopo to je vsekakor eden najpomembnejših pomorskih predmetov, ki jih hranimo mi, ne. V bistvu pravzaprav je tako velike vrednosti, da ga nimamo originala razstavljenega, ampak imamo kopijo, ne, oziroma faksimile, medtem ko imamo original v sefu. In od njega v bistvu, od vseh teh kart, notri je 15 krat, je pa najbolj dragocena karta Istre, ne. Kajti on je tukaj živel, je v bistvu te kraje oplil, pregledal, zrisal in medtem ko recimo pri karti sveta se je zgledoval tudi po drugih in ne, v bistvu on ni šel sam na potovanje okoli sveta. Takrat še, no. Dejansko je karta Istre in karta Italije verjetno sta najbolj tako precizni, ne, in zanimivi za nas. Mogoče spoznate tudi kaj na kartografijo? So to potem risali iz morja ali iz obale? To se ne spoznam, ne toliko, ne. To je delala tudi doktor Nadja Črčon, je to najbolj raziskovala iz našega muzeja. Jaz mislim, da so potovali ob morju, ne, ampak verjetno so, ker tule je, ampak kakor tudi, tule ne gre, to niso pomorske karte, ne, to so dejansko prav karte, zemljevidi normalni, ne. Tako da vsekakor pregledati je bilo treba, izrisati tudi po kopnem, ne. Torej se niso bali, so si vseeno upali iti tja čez, tja, ker živijo pošasti. Ja. Povedali ste mi pred pogovorom, da imate sicer nekaj o pošastih, tudi en arhivski zapis. Ne, to nimamo mi, ampak v arhivu je Alberto Pucer pred leti našel eno risbo neke morske pošasti. Mi pa imamo ladijsko poleno, ki upodablja morsko pošast. Labinska polena so te na kljunu ladje, te ponavadi kipi. Morske deklice, ne? Ja, različni kipi, ne. Vsako obdobje je prineslo nekaj svojega. Mi imamo v bistvu ladijske polene iz manjših ladij, teh istrskih, ki so bile tule pri nas, no, in en od teh je tudi predstavlja morsko pošast, no, tako da. Pravijo sicer, da so ponavadi take pošasti bile bolj na vojaških ladjah, pa v bistvu, ampak medtem ko na trgovskih so bile bolj ženskih liki lastnikov, ampak vsekakor ta verjetno ni iz vojaške ladje, ne, ta morska pošast. Je iz kakšne manjše ribiške trgovske ladje. Ja. Zdaj, moram vas še vprašati, dokler vas še imam tukaj. So tudi takrat že pomorščaki opravljali pomorski krst? Tudi danes obstaja še neka verzija pomorskega krsta. Kaj pravzaprav to predstavlja, cel ta ritual? Vi mislite verjetno ta pomorski krst, ki je v Piranu. Ja, danes ga imajo bolj srednješolci. Ja, pomorski krst v Piranu je v bistvu nastal že prvo leto so vrgli dijaki svoje mlajše kolege v vodo, s tem, da so jih krstili. Zdaj, ko sem jaz njih spraševala, oni so rekli, da se niso zgledovali. Namreč krstijo tudi pomorščake na ekvatorju, ko prvič prečkajo ekvator. Zdaj, te, ki sem jih jaz spraševala, ki so bili tam na tem, so mi rekli, da to ni bilo tam, da so bolj se zgledovali po iniciacijskih obredih na drugih šolah, recimo čez kožo, ne, ali pa podobno. Ampak da jim je pač voda kot bilo spontano, ne.
Tako da v bistvu ta krst pač se nadaljuje, ampak pri njemu pozneje se je vedno bolj razvijal in verjetno se je vsaj pozneje zgledoval tudi po pomorskem krstu na ekvatorju, ne. Ker namreč tega pomorskega krsta, kot ga imamo mi v Portorožu, kjer dejansko in nastopajo in gusarji, pirati in potem sužnji, ne, kot ti novinci, in jih potem vržejo v vodo, pa v Neptuna se nekdo spremeni, Neptunina, kot bog morja jih namreč krsti. Tega dejansko po drugih šolah pomorskih niso poznali, ne. Zaradi tega verjetno je gotovo, da se je ta krst zgledoval tudi po krstu na ekvatorju. Medtem ko ta krst na ekvatorju pa je pa zelo, mislim, že star, tako da ga že starejši pisci omenjajo, tudi v 16. stoletju že. Pa enako izgleda, da mečejo mornarje preko krova? Ja, v bistvu tudi ta se je recimo sčasoma spreminjal, ne. Recimo, ko gledamo najstarejše zapise, recimo reče, vedno je bila voda prisotna, ne, vedno, ali so jih v škaf vrgli velik, ali so jih polili, ne, na ladjah splošne plovbe, ko so imeli potem že brizgalke, so jih špricali, ne. Potem na nekaterih ladjah so jih dali v mrežo in potem z mrežo potunkali v morje, ne. Tako da v bistvu se je razlikoval, ne, recimo zelo pestre so imeli te ladijske krste že konec 19. stoletja na ladjah teh avstro-ogrskih, tudi na vojaških, ne. In takrat niso nastopali gusarji, ampak črnci, ne. Tako da se je s tem malo spremenilo in vedno je bil pa tudi Neptun, zraven njega tudi v bistvu morska deklica oziroma nekaj podobnega, ne, nekaj pomorščaki so se v žensko in dejansko vedno so mogli tudi te novinci različne prepreke, ne, narediti, dobili so novo ime, ne, krstili so jih, ne, in dejansko neke značilnosti imajo skupnega. Zdaj, od kod to izvira, nekateri viri govorijo, da dejansko so že od Vikingov to izvira, s tem, da so takrat mogoče krstili, ko so prišli skozi Gibraltar, ne. Vsekakor ima nekatere podobnosti in s krščanstvom, ne, s krščanskim krstom, po drugi strani so pa kot drugi iniciacijski obredi v teh starejših kulturah, ne, na nižji stopnji razvoja, ki jih poznamo, ne. Ni pa krst samo čez ekvator, ne, recimo jaz sem našla tudi slike podmorničarjev, ki so krstili, te so verjetno krstili, ko so šli skozi Otranska vrata, ne. Potem recimo podatki so tudi v krstu, ko so prišli recimo skozi Hujški prekop in potem iz Rdeče morje na ocean, ne. Se pravi, je očitno več lokacij, ampak najbolj značilen je pa vsekakor ta krst na ekvatorju. Kako pa je z krščenjem ladij? Ali je to tudi že od nekdaj v igri ali je to bolj stvar hollywoodskih filmov? Ja, prav ta tipičen način krščenja ladij z šampanjcem, ne, z razbitje je dejansko prišlo tudi k nam iz zahoda, ne. In to je bilo pol tam v 19. 20. stoletju, ne. Prej so bili verjetno kakšni drugi postopki. Vsekakor v bistvu v preteklosti so tudi žrtvovali živali, ko so splovili ladjo in si s tem pač nekako srečo zaželeli. No, vsekakor izgleda, da je kar nekaj vraž. Ne dvomim v to, da se človek marsičesa spomni, ko je nekaj mesecev na ladji in gleda zgolj takole raven horizont. Prej ste omenili, da ste celo govorili z nekaterimi, ki so bili v mornarici Kraljevine Jugoslavije. Pa me zanima,
So te gospodje mogoče omenili kdaj tudi, da so se v tem poklicu počutili osamljeno? Kot da je to poklic osamljen, ali so imeli ves čas nekaj zadelati na ladji? Ker mogoče tisti, ki smo bolj na kopnem, si ne moremo pravzaprav predstavljati verjetno dobro tega življenja na omejenem plavajočem otočku. Ja, to tudi pomorščaki poudarjajo dejansko. Na nek način jim je tudi, ko gledajo, kaj jih je privlačilo na ladjo, sploh na te ladje dolge plovbe oziroma na ladje, ki so plule daleč, ne. Po eni strani so bila ta morska prostranstva, uživanje svobode, mislim, horizont, ta širina, ne, po eni strani so čutili svobodo v tem, ne, in tudi konec koncev morje je okno v svet, ne. Na ta način marsikdo je šel zaradi tega, da je lahko prišel na tuje kraje, tuje dežele. Bolj, ko gremo v preteklost, bolj je bilo to pomembno, ne. Namreč sploh, ko nismo z letali potovali, ko je marsikdo redko, ni bilo turizma, so pomorščaki bili tisti, ki so imeli to možnost priti na druge kontinente, ne. Tako da to je bilo privlačno. Po drugi strani so pa tudi oni sami, dejansko so bili tam utesnjeni. Rekli so mi, da so se počutili recimo nekateri kot v samostanu. Dejansko so bili v tem ozkem krogu sredi morja, teh recimo 40-50 ljudi, zdaj če je bila recimo pač in posadka in zdaj stvar je bilo, kako so se oni med sabo razumeli, ne. In to je bilo marsikdaj odvisno od ladjarja, od poveljnika, od same ladje, časa, ne, ki je tudi vplival na to, ampak vsekakor na eni strani tudi osamljenost in na teh dolgih potovanjih so tudi pogrešali družino, bližnje in vsekakor, ne, sploh v času, ko ni bilo teh komunikacij, ne, in pisma, pošta je dolgo potovala, ne. Če je prišla. Ja, če je prišla, ja. Kar nekaj teh poklicev se je zvrstilo na ladjah, ampak ko tako slišimo ladjar, kaj pravzaprav je naloga ladjarja? Ne, ladjar je lastnik ladje, ne. V bistvu on zaposluje, ne, on določa, kakšne so plače, ne, tudi in kako se ladja ureja, ne. In ponavadi se je udeleževal potem teh plovb? Ne. Ponavadi ne. V bistvu je bil kapitan tisti, ne. Saj tudi te poklici so se na ladjah sčasoma spreminjali, od lesenih ladij pa potem parnih ladij in potem motornih, ne. Se pač je poklic spreminjal. V bistvu pomembno je bilo recimo že sama razporeditev bivalnih prostorov, ne, na ladji, pa prehrana. Recimo, ko sem se pogovarjala s pomorščaki, ki so pluli na ladjah med obema svetovnima vojnama, pogosto so bile takrat stavke, ne, ker so se ne samo nad plačo, da so se pritoževali. Rekli so, da so jugoslovanski pomorščaki med najslabše plačanimi pač v Evropi bili v tistem času. Ampak tudi slabe bivalne prostore so imeli, ne, slabše kot na drugih ladjah. Tudi prehrana je bila pač slabša. Kaj pa so jedli takrat? Veliko fižola iz konzerve? Ja, vedno je moglo biti kislo zelje in repa v tistem času, ne. V bistvu zanimivo je, da recimo v tistem času so že poznali hladilnike, ne, ampak ladjarji so šparali tako, da na ladjah hladilnikov ni bilo, ne. So imeli še zmeraj ledenice, v bistvu to je, da so dali pač led, natovorili, in ta led se je pa v 2 tednih stalil, ne. Se pravi, potem hrana ni bila več dobro, ne, in zaradi tega so potem natovarjali tudi žive živali, ne, na ladjo, tako da so imeli recimo, zanimivo je, da so imeli pač poleg kokoši, govedi, prašičev tudi golobe, ne, tako da tudi to se je jedlo in no, potem
ko se ni stalil, je bilo ko se je led stalil, bi bilo problem potem s to hrano, ne, in potem veliko so tudi prepečenca jedli, ne, tudi kruh so pekli, ne. Zelo pomembno je bilo, kdo je kuhar na ladji, ne. In seveda, kdo je tisti ekonom, ki je nabavljal hrano, ne, ki se je. Zdaj, v tistem času so govorili, da je kateri poveljnik obogatel na račun tega prehrane, ker on je imel v končni fazi vedno roko nad vsem, ne, koliko se bo denarja porabilo za hrano, ne. Tako da, ja. Kaj pa na primer na ladjah trgovske mornarice? Kdo je pa tam na primer skrbel za sam tovor? So oni imeli posebej trgovca s seboj? Ali je za to skrbel kapitan? Ne, trgovci niso pluli, ne, na teh ladjah, ne. Trgovci so pluli pa recimo na avstro-ogrskih ladjah, recimo, ko so pluli, ko so te ladje recimo imele nalogo utrjevati pot trgovske mornarice, iskanja stikov, v bistvu sklepanje poslov, ne. Takrat so pa dejansko na teh ladjah. Recimo, ker te ladje, ki so potovale okoli sveta oziroma v vzhodno Azijo pogosto, so imeli tudi znanstvene, raziskovalne namene, pač ekonome so imele gor, ne, tudi različne diplomate, prav zaradi tega, da so potem se dogovarjali za izvoz, uvoz, pač, da so speljali linije potem trgovske mornarice, ne. Medtem ko na samih trgovskih ladjah pa tega ni bilo, no. V bistvu so pač oficirji sami. Zdaj, vedno je bil en oficir, je imel nalogo, so si razporedili med sabo, kdo je še za kakšno drugo, ne, te oficirji krova, ne. Smo imeli tudi kake ekstremiste, raziskovalce mogoče, ki bi bili slovenskega rodu in so odhajali, ne vem, mogoče tudi do Antarktike. To se še je odkrivalo v 19. stoletju, ostalo je bilo verjetno že kar precej odkrito. Ja, recimo na Arktiko, ne, je šla tudi avstro-ogrska odprava, ne. Mislim, Avstro-Ogrska si je nekako, ni bila kolonialna velesila, ne, in je v bistvu to sfero prišla med zadnjimi, ne. Tako da, ampak vendarle skrito je imela konec 19. stoletja tudi kakšno željo po kakšnem ozemlju, ne. Tako da recimo na Nikobarskih otokih je iskala ozemlje za recimo premogovno postajo. Želela je imeti pač svoje postaje, kjer bi lahko njene ladje se ustavljale, natovorjali premog, ne. Tako da tam ga je neuspešno iskala tudi na Kitajskem, ne, je v bistvu želela konec 19. stoletja, njene ladje so iskale primerno območje za to premogovno postajo in so ga tudi pol našle, ampak so ji potem, ker glih takrat so začeli te boksarji upirati proti tujcem, to je bila in je pol leta 1900 izbruhnila ta boksarska vstaja, zato so potem Avstrijcem predlagali pač naj ne zajame, ne. Je pa recimo šla tudi na Arktiko, ne, kjer pa ni imel nobeden interesa, ne. Tako da potem je v bistvu tam imela svoje področje, ne. No, pozneje ga je dobila tudi na Kitajski, eno majhno koncesijsko cono v Tianjinu, ampak to so ji jo dodelile pol te zmagovalne evropske sile, oziroma ko so premagali te boksarje in kitajsko vlago. V bistvu je dobila v zahvalo za sodelovanje v borbi proti boksarjev, ne. To je v bistvu bil 1 kilometer te površine, kjer je imela pa potem vendarle svojo mornariško bataljon, pa v bistvu vojašnico, bolnico in tudi šolo, ne. To so uspehi. So bile mogoče tudi kakšne nesreče vmes? Zdaj, če govorimo o teh odpravah, ne, je recimo tam na Nikobarskih otokih, kot sem že prej omenila, so v bistvu tudi, so že imeli v bistvu
Kar nekaj jih je umrlo, ker so jih napadli domorodci. Še hujše pa je bilo recimo, ko je bila ta odprava ladje Albatros na Salomonove otoke, recimo na Guadalcanalu je Avstro-Ogrska želela dobiti eno majhno ozemlje, ker je iskala nikljevo rudo. Sicer tam so bili že Angleži, ne, tako da je zaradi tega takrat malo na skrivaj to počela, da bi drugi izvedeli, ne. Je bil pa problem, ko so potem to njeno odpravo res napadli, ko je šla v notranjost z domorodci in je bilo potem kar nekaj, mislim, da okoli 10 mrtvih, ne. In so jih potem tam pokopali, tako da to se je potem iskanje končalo. Tudi široko je bilo potem, se je izvedelo za to odpravo. In potem dejansko je naslednja odprava šla samo toliko, da jim je potem postavila spomenik in jih pokopala, ne. Ja, kar tragična zgodba, ne. Ja. V redu, zaključiva mogoče še s povabilom v vaš muzej. Odprti ste verjetno vsak dan, razen v ponedeljkih? Ja, tako je. Dejansko imamo zimski sicer in poletni urnik. Pozimi smo odprti od 9 do 5, čez poletje imamo pa deljen urnik, tako da smo zvečer tudi do 9 zvečer, ne. Lahko si pa naši v bistvu obiskovalci ogledajo pač razstave od prazgodovine, od arheološke zbirke pa potem starejše zgodovine in novejše zgodovine pomorstva do konca druge svetovne vojne, ne. Tako da imamo zelo različne zanimive predmete, od arheoloških, pa potem recimo zelo zanimivi so eksponati Gabriela Gruberja, to so v bistvu modeli ladij iz leta 1770-1780, ki so bili narejeni kot šolski pripomočki, pač ker je Gabriel Gruber v Ljubljani želel narediti tudi šolo, oziroma je imel šolo za ladjedelstvo, ker so hoteli promet speljati po Ljubljanici. No, te modeli so zelo atraktivni, ki so zelo veliki. Pol imamo recimo zelo bogato zbirko tudi marinističnega slikarstva, ladijskih polen, votivnih podob pomorščakov, tudi zbirko ribištva in potem tudi ladjedelstvo, no. Imamo pa še, tudi vabim v Monfortu, nekdanjem skladišču soli, imamo tudi zbirko, je predstavljena zbirka ladjedelništva in vodnih športov. Ta se sicer trenutno obnavlja in potem imamo tudi nekako solinarstvo predstavljeno na nek način. Sicer imamo pa muzej solinarstva v Sečovljskih solinah v Krajinskem parku. In še Tonino hišo imamo, to imamo predstavljeno oljarstvo v Svetem Petru, no, in bivalno kulturo, no. Tako da imamo kar nekaj svojih zbirk, ne. Se pravi, v enem tednu bi lahko obiskali vse. Ja. Bogdana Marinec, najlepša hvala, da ste se danes udeležili tega pogovora in nam zaupali mnogo novih informacij. Ja, hvala vam za povabilo. Je res vabljeni v naš muzej. Dragi gledalci, le odpravite se v Pomorski muzej Sergeja Mašara. Danes vas Bogdano Marinec s kustosinjo spregovorili nekaj o pomorstvu v Sloveniji. Vabljeni seveda tudi k ogledu našega nadaljnega programa in pa tudi vabljeni, da odkrijete naš YouTube kanal. Lep pozdrav!